Kakšni bojo najbrž rekli, da naš zdravstveni sistem, da ima določene težave, pa mogoče se lahko strinjam s tem, ampak na področju dostopnosti novih zdravil in novih zdravljenj za redke bolezni, pa lahko rečem, da je to sodelovanje med vsemi deležniki bilo vedno in ostaja zelo dobro. In tako kot ste omenili, smo bili ena prvih držav, prehiteli smo recimo, ne vem, Veliko Britanijo, Skandinavijo in tako naprej, z dostopnostjo teh novih zdravil in tudi za prihodnost me ni strah, da ne bi mogli zagotoviti teh novih zdravljenj, ki prihajajo, za katera vemo, da prihajajo našim bolnikom. Spinalno-mišično atrofijo so se po mojem mnenju, vsaj na področju odraslih bolnikov, odprla vrata za te redke, predvsem genetske bolezni, ki pač so bile neozdravljive. Tako da sem prepričan in že pravzaprav v tem času se spet obeta neko novo zdravljenje za recimo bolezen ALS, ki je ravno tako taka bolezen, težka, neozdravljiva, in tudi za neke druge redkejše oblike so zdravila v razvoju in si predstavljam, da v naslednjih nekaj letih bo marsikatero od teh zdravil na voljo. Zdaj seveda potrebno bo sklepati kompromise, malha ni neskončno velika in tukaj bo treba poiskati način, da vsi tisti, ki potrebujejo takšno zdravljenje dobijo. Na področju redkih bolezni pač veljajo določeni principi, ki so nekoliko drugačni kot pri zdravljenju tistih pogostejših bolezni. Konec koncev gre za, lahko rečemo, bolj butične oblike zdravljenja, bolnikov je manj, razvoj takšnih zdravil je zato težje ugotavljati učinkovitost, ker je manj bolnikov in je treba pač to upoštevati, ampak, kot sem rekel, zaenkrat nam gre dobro in verjamem, da bo tako ostalo tudi v prihodnosti.